In preidemo že na predzadnjega referenta, predzadnji referat o podobi dr. Pučnika v hrvaških medijih, o katerem nam bo spregovoril pravzaprav glavni protagonist tega dvodnevnega simpozija, organizator, človek mnogih talentov, dr. Željko Oset, ki je tudi med drugim direktor Muzeja slovenske osamosvojitve, in ga prosim za besedo. Hvala, Željko. Najlepša hvala za prijazno predstavitev. Najprej pojasnilo, zakaj sem izbral to temo. Razloga sta dva. Prvič, konceptualno smo si zamislili, da bi predstavili referate za vse priznane slovenske manjšine v sosednjih državah, torej zato Hrvaška. In drugič, zato ker smo pri postavljanju prve razstave imeli nekoliko težav pri pridobivanju gradiva iz arhiva RTV Slovenija. Zato sem se pozanimal v Zagrebu. V Zagrebu namreč imajo precej gradiva iz Ljubljane in na koncu se je izkazalo, da smo iz Zagreba dobili gradivo v 3 tednih, v Ljubljani smo čakali nekoliko manj kot 4 mesece, ampak na koncu smo vendarle dobili pred odprtjem razstave, kar je najbolj pomembno. Torej, Jože Pučnik je v hrvaški medijski prostor vstopil v obdobju pred koncem leta 1990, ko je postal vodja Demosa. Zagrebška televizija pa je takrat sprejela odločitev, da v njemu sistematično zbira članke v svoji hemeroteki in ga tudi večkrat zbira, ga evidentira kot osebo, za katero je vredno zbirati videoposnetke. Torej, v Zagrebu imajo približno 15 posnetkov, na katerih aktivno nastopa Jože Pučnik, prikazan je pa še na približno 50 posnetkih. V hemeroteki pa je približno 160 člankov in jih je mogoče razdeliti v 3 zgodovinska obdobja. Torej, prvo obdobje zajema leto 90 in 91 in predstavlja približno 95% vsega gradiva, vezano pa je na demokratično gibanje in spremembe v Sloveniji ter seveda osamosvojitev Slovenije. Drug sklop je reševanje begunskega vprašanja, torej sredina leta 1992, ko je bil Jože Pučnik podpredsednik slovenske vlade, zadolžen za begunsko problematiko in se je tukaj posebej izkazal in je morda to pač v dosedanjih razpravah ni bilo izpostavljeno, pa se mi zdi, da je to primerno in potrebno izpostaviti. Tretji sklop pa je vezan na vodenje Slovenske parlamentarne komisije za proučevanje povojnih množičnih pobojev, predvsem na tisto znano zgodbo, ko je mariborski javni tožilec tožil Pučnika zaradi njegove izjave, da je nekoliko nenavadno, da javni tožilec po leti 1945 ni vedel nič o povojnih pobojih. No, in za Hrvate je to še posebej pomembno, ker je v proti-tankovskem jarku v bližini Tezna, gre večinoma za hrvaške domobrance. Torej, v hemeroteki so članki iz Borbe, Politike, Večernega lista, ki večinoma prikazujejo Pučnika v bolj negativni podobi, na drugi strani pa Vjesnik, 7 dana, Slobodna Dalmacija in Glas Amerike ga pa prikazujejo korektno ali pa v malo bolj pozitivni luči. Prvi članek, obsežni intervju, je bil objavljen na Silvestrovo leta 1989 v Slobodni Dalmaciji z naslovom Samica, emigracija in resnica. Drugi del pa teden dni pozneje z naslovom Još nismo jači od komunista.
V prvem članku, v prvem delu je povzet življenjepis, izstopa komentar Staneta Kavčiča, da je Pučnik nepremišljen fant. Novinar Poguc je ocenil, da je Pučnikov življenjepis od vsega začetka zastavljen tako, da lahko postane življenjepis opozicijskega voditelja. Ob tem pa izpostavi, da so bila Pučnikova vprašanja iz konca 50. in začetka 60. let še zmeraj aktualna, torej konec 80. let. V drugem delu intervjuja pa je izpostavljeno delovanje tako imenovane Smoletove okrogle mize in Pučnikov komentar, da je takšen format nepotreben, ker umanjka bistvena vsebina, to je dialoškost, torej da se veliko govori in da se pa malo poslušajo, še manj pa dogovorijo. V tem intervjuju Pučnik tudi opozori skoraj da preroško, da je zelo kratek korak od brače po krvi do brače v krvi mlake krvi. Dodatno potem še zavrne idejo o asimetrični federaciji, ki je enaka konceptu enotne, unitarne jugoslovanske države, torej da se bi spremenil samo format, vsebina pa bi ostala bolj ali manj nespremenjena. Veliko pozornosti je namenjene tudi razmere v gospodarstvu. Če je v teh intervjujih pred volitvah, pred zmago Demosa, so vprašanja v smislu, kako boste ravnali, se potem po volitvah postavlja tudi zelo neprijetna vprašanja in se poskuša pripisati gospodarske težave novi vladi in Pučniku osebno. Pučnik opozori, da je gospodarstvo v zelo slabem stanju, da je praktično mrtvo, kajti nihče več ne računa v domači valuti, ampak vsi razmišljajo o markah in šilingih. V tem kontekstu tudi govori o socialni demokraciji, ki je zanj nekakšen ideal. Govori tudi, da Jugoslavija mora postati socialna država. Ob tem pa zanimivo komentira potencialni uspeh Demosa in napove, da koalicija Demos najverjetneje ne bo zmagala volitev leta 90, ampak da to ni nič tragičnega, ker bodo delali za naslednje volitve leta 94, ko bodo najverjetneje zmagali. In dodatno komentira to vprašanje tako, da zmaga komunistov ne bi bila nič tragična, saj bi morali komunisti nastopiti kot demokratična stranka. Ob tem pa opozori na ta z Bordejem, da imajo komunisti socialni kapital in da to je njihova prednost pri dogovarjanju znotraj jugoslovanskega prostora, ker bodo verjetno vsaj na jugu Jugoslavije se morali pogovarjati s komunisti. Naslednji članek, ki sem ga vključil v to analizo, je sicer objavljen v Politiki, ampak ker je tukaj vključen in na nek način tudi vpliva na zagrebško televizijo, pa je članek z naslovom Slovenija nema huda. In tukaj je pa morda ključna misel, da Jugoslovanska federacija po drugi svetovni vojni ni bila nikoli federacija v polnem smislu, ampak unitarna država komunističnega tipa. To pa zato, ker se o političnih vprašanjih ni odločalo v parlamentu, ampak v partiji, v CK-ju, v politbiroju, na lovu in na Brionih. Torej, ljudje so bili povsem odločeni, čeprav je bil videz, da odločajo, dejansko pa niso. No, naslednji članek je iz konca februarja 1990 z naslovom Hočemo konfederacijo in je Pučnik v tem intervjuju zavrnil vsako obliko socializma, ker je kot sistem preživet. Dotakne se tudi vprašanja
Kosova, komunizma kot takšnega in se morda tukaj lahko navežem na včerajšnjo intervencijo akademika Hribarja, ki je govoril o tem Pučnikovem plakatu, na katerem so Ševčenko in ostali komunistični vladarji. In je takrat Pučnik povedal, da je pač socializem, za socializem so se zavzemali Ševčenko, v Jugoslaviji Slobodan Milošević, v Sloveniji pa Milan Kučan. Ob tem se tudi dotakne vprašanja samoupravljanja, ki je zanj preživet model in predlaga korenito reformo v smeri soupravljanja, torej ta znani nemški koncept Mitbestimmung, torej da delavci soodločajo o določenih vprašanjih in je to nekako nemški model socialnega dialoga. Nadalje je govoril o legitimnosti in se tukaj navezal na drugo zasedanje AVNO-ja in je ob tem to komentiral tako, da da ni nič narobe, če so na AVNO-ju sprejeli določene sklepe, ampak bi morali te sklepe potem po vojni, ko se v drugačnih razmerah, to preveriti na svobodnih demokratičnih volitvah. Kajti, če bi to storili, potem Jugoslavija konec v 80-ih letih ne bi imela takšne težave. In potem se je tudi malo pošalil, da Demos takšnih težav ne bo imel, ker zagotovo ne bo vladal 45 let. Ker to bi bilo ne nazadnje usodno za Demos. Kot vemo iz zgodovinske izkušnje, je že bilo po 2 letih bolj ali manj konec. Potem en mesec kasneje je verjetno en najbolj presenetljiv obširen tekst, ki je dejansko poročilo z javne tribune iz Zagrebškega kulturno-informativnega centra, v katerem je poročilo o nastopu Milana Kučana in Jožeta Pučnika. Dejansko je šlo za nekako predvolilno soočenje v Zagrebu, čeprav je bil naslov Slovenija med Jugoslavijo in Evropo. In v tem besedilu je Kučan predstavljen kot politik, ki je usmerjen proti evropski levici, Pučnik pa kot nekdo, ki poganja dogajanje v Sloveniji kot torej uspešen učitelj. Oba kandidata, sicer v Sloveniji, sta govorila o reformah, samoupravljanju, ampak je po mnenju novinarja so bile razlike zgolj v niansah. In tukaj morda to potrjuje tezo, ki jo je prej izpostavil Dejan, da morda v tujini, kjer je drugačen kulturno-zgodovinski okvir, da je potrebno določene stvari povedati bolj neposredno in da se torej izgubi ta medvrstična komponenta, ki je nam morda v slovenščini bliže, v tujini pa s prevodom so kakšne stvari, je potrebno stvari bolj natančno povedati. Skoraj sočasno izide tudi intervju za Glas Amerike, ki ga je izvedel hrvaški novinar in je tukaj pač poudarek na tem, da je Pučnik kot vodja Demosa zavzema za nenasilno politično, družbeno in kulturno spremembo v Sloveniji, ob tem pa si prizadeva, da bi bila Slovenija nevtralna, demilitarizirana in miroljubna država in bi svojo zunanjo varnost zagotavljala v sistemu tega evropskega sistema varnosti. Torej, to je obdobje, ko se v Evropski gospodarski skupnosti pogovarjajo o novi pogodbi, ki je pozneje sprejeta leta 1992 in je znana kot Maastrichtska pogodba. V tem intervjuju se kot pomembno vprašanje izpostavi vprašanje kadrov in je v bistvu Pučnik napovedal, da glede na to, da jim dobro kaže na volitvah,
da nekako daje predvolilno obljubo, da bodo v državnem aparatu delovali strokovnjaki, ne glede na njihovo politično pripadnost. Da torej ne bo prišlo do kadrovskega cunamija, kajti strokovni kadri so nujno potrebni za izpeljavo, ne nazadnje tudi projekta osamosvojitve. Ob tem je dopustil možnost povolilne koalicije s komunisti, vendar pod pogojem, da se strinjajo s konceptom odcepitve na podlagi načela samoodločbe. Zato je novinar Brkić zapisal oceno, da ni bistvenih razlik med Pučnikom in Kučanom, kar se tega tiče, ne? Torej ključnih prioritet v Sloveniji. Je pa Pučnik izpostavil, da dogajanje v Sloveniji je nepovratno, ne? Da je demokratizacija napreduje v takšnem tempu, da je ni mogoče ustaviti, tudi če je tempo sprememb v južnih republikah povsem drugačen, v nekaterih primerih celo diametralno nasproten. V tem času, torej pred prvim krogom volitev za predsednika predsedstva, je šel tudi en članek v Borbi, kjer je pa Pučnik, naslov pa je Višje lice Jožeta Pučnika, kjer je pa Pučnik prikazan kot bivši komunist, politični zapornik, azilant, oseba, ki je znana po svojih protijugoslovanskih izjavah in ki se zavzema za oblikovanje nacionalnih političnih strank. To je, če malo gremo nazaj zgodovinsko, je bilo odpravljeno 6. januarsko diktaturo, ko morajo biti vse državne stranke in je to nekako potem tudi partija poskušala uveljaviti bolj ali manj uspešno in to je potem tudi ključen očitek, ki porodi ne nazadnje znano deklaracijo, memorandum Srbske akademije znanosti in umetnosti. No in torej tukaj je dejansko osebni napad na Pučnika, da torej gre za nekoga, ki je bil vnet komunist, sedaj pa je pripadnik desne opcije. In da ta ključna preokretnica v njegovem življenju je izključitev iz partije. In da je potem v Nemčiji izgrajeval svojo osebno in strankarsko strategijo za boj proti komunizmu. Ne? In iz tega lahko bi sklepali, da so tukaj podlage za ta članek iz kakšnega arhiva, ki je bil danes dopoldan omenjen. Veliko člankov je potem tik po prvem krogu, pred drugim krogom, o plakatu Jugoslovanske ljudske armade. Torej, tukaj so članki, v katerih recimo Kučan, tudi Potrč, Ribičič obsojajo vmešavanje vojske v politiko in v bistvu s svojimi izjavami nekako poskušajo zaščititi Pučnika, ampak se mi zdi, da je bil namen ravno obraten in da je tudi to potem imelo določen vpliv na sam volilni rezultat. Ker te razprave se potem razširijo, kakšen je odnos Pučnika do vojske, kako bo vojska odreagirala in je v teh člankih nekako bolj ali manj ta prikrita grožnja, da bo pa vojska odločno odreagirala, če zmaga Pučnik. In v tem kontekstu se potem tudi vključi beograjska politika, ki objavi članek o tem, pač kot en okvirček znotraj svojega članka o tej plakatni aferi, ki na kratko poroča o plakatu pred Srbsko pravoslavno cerkvijo, kjer je bil izobešen plakat Srbe na vrbe. In torej Pučniku s tem pripišejo odgovornost za porast mednacionalne nestrpnosti.
Potem po volitvah pa se, torej, kot že prej rečeno, ti intervjuji vrtijo okoli sprave in vprašanja afer v gospodarstvu in je to zastavljeno tako, kako bo Pučnik odreagiral, kaj bo Pučnik naredil in kakšen je njegov odnos do Markovićevih reform in kakšen je njegov odnos torej tudi do tujine, kako se bodo vzpostavljali ponovno ali pa razširili ti mednarodni stiki na gospodarskem področju. In tukaj je Pučnik večkrat poudaril, da je potrebno izpeljati reforme, da so pa afere v gospodarstvu povsem logična posledica kadaljanske dogovorne ekonomije in prepletenosti vplivnih ljudi v gospodarstvu in politiki. In tudi na tej podlagi je ocenil v intervjuju za Deutsche Welle v začetku septembra, da Jugoslavija ne deluje, zato ker se takrat vzpostavljajo gospodarske ovire, torej tudi blokada slovenskih podjetij v Srbiji in se torej krha ta enoten gospodarski prostor. In je Pučnik ugotavljal, da Jugoslavija razpada, ob tem pa je povedal, da Slovenci ne bi bili veseli niti želovali, če bi razpadla Jugoslavija. To je september 1990. Potem naslednje, malo bolj obsežno poročanje pa je iz začetka novembra, začne pa se z objavo odprtega pisma Cirila Ribičiča, ki v bistvu Pučniku očita samovoljo, da se krši načelni dogovor o sodelovanju, o preglasovanju pri sprejemanju zakonov, da torej ni nekega napora za sprejemanje najboljših rešitev za torej posvetovanje med demosom in opozicijo. In tukaj potem se to vrti kar nekaj časa, predvsem v tem jugoslovanskem okviru, nekoliko manj pa v Sloveniji. No in konec novembra Pučnik v intervjuju za Vestnik pove, da je zvezni izvršni svet zgolj še stečajni upravitelj in da je potrebno stvari čim prej speljati in da se federacija obnaša kot nekakšna kolonialna sila. Ob tem se je pa tudi pritožil, da določenih reform Demosova vlada ne more izpeljati, ker komunisti obvladujejo gospodarstvo, šolstvo, zdravstvo, kulturo, bančništvo in druge podsisteme. In da se celo nekako oblikuje pogled v javnosti, da so komunisti tisti, ki so zaslužni za demokratizacijo javnega življenja. In nekako logično nadaljevanje teh razprav je vnovič javno pismo, tokrat Živka Pregla, ki je bil takrat podpredsednik Zveznega izvršnega sveta in je izzval Pučnika na televizijsko soočenje o plebiscitu, predvsem v gospodarskem vidiku slovenske osamosvojitve. Torej, to je obdobje, ko se je izpostavilo, da Slovenija brez jugoslovanskega trga zagotovo ne bo uspela preživeti. In tu za to javno debato navija predvsem beograjska politika in borba, Pučnik je pa takšno debato zavrnil. In potem, če gremo naprej, vnovič ta jugoslovanski vidik iz februarja 1991, ko Pučnik poda izjavo za DPA, da je treba pohitriti osamosvojitveni proces in da bi se Slovenija lahko osamosvojila pred iztekom 6-mesečnega roka. In tukaj potem tudi so najprej
pride do objav kritičnih zapisov v slovenskih medijih in sočasno s tem pa seveda tudi v hrvaških, še pa posebej pa v beograjskih medijih. In tako, če navedem samo en članek, njegov naslov je Pučnik misli brže, ne, in v tem negativnem smislu, da torej njegove misli prehitevajo dejansko stanje in da pač še niso izpolnjeni pogoji za osamosvojitev. Bi pa morda še v tem kontekstu izpostavil eno Pučnikovo izjavo, da je največja nevarnost za samostojnost Slovenije Marković, predvsem zaradi njegovega ugleda na Zahodu, ne, in da bi ta ugled na Zahodu vplival recimo na Združene države Amerike in na druge države, da ne bi priznali Slovenije, seveda pri tem bi pa pritiskali na slovensko politiko, da sklene nekakšen kompromis. In je potem verjetno to tudi neka intelektualna podlaga, zakaj so bili nekateri tako zelo zadržani do Brionske deklaracije. Potem drugi sklop je vprašanje beguncev. To je predvsem iz časa konec junija, v začetku julija, ko je odprto vprašanje, kako bo Slovenija lahko vzdrževala toliko beguncev, medtem ko pa ostale evropske države niso bile naklonjene sprejemanju beguncev, ker so se zavedale, da tu v bistvu ne gre zgolj za začasno zaščito, ampak bi ti begunci najverjetneje ostali pri njih. In tukaj je Pučnik odigral zelo pomembno vlogo, predvsem v dogovorih z avstrijsko vlado, da so odprli meje in so potem precejšnje število beguncev premestili na Dunaj in tudi v ostale evropske države. In je torej tukaj to vprašanje izjemnega pomena in so potem tudi Pučnika intervjuvali za zagrebško televizijo. No, tretji sklop pa je, kot že povedano, poročanje o delovanju Pučnikove parlamentarne komisije, dosti natančno, tudi da je bilo na koncu razmerje na glasovanju 5-6 v korist koalicije in da je Pučnik napisal ločeno mnenje. Zelo podrobno je tudi poročilo o najdenem gradivu. In kot zanimivost, tudi Pučnikova napoved, da bo Slovenija v Evropsko unijo vstopila najverjetneje leta 2008. Ker je nekako pričakoval, da so še določena notranja politična vprašanja, kot recimo tudi kaznovanje storilcev povojnih pobojev. V tem članku je tudi navijal za dvokrožni večinski sistem. Kot vemo, je referendumska odločitev povožena z ustavnim amandmajem. Dotaknil se je tudi vprašanja odnosov med Slovenijo in Hrvaško in je ocenil, da tu gre za precejšnjo stopnjo nezrelosti in stanje duha na obeh straneh, da torej so vprašanja domnevno nerešljiva vprašanja sorazmerno majhna, torej Ljubljanska banka, Piranski zaliv in, kot je on napisal, Sveta Gera. In torej ta tema povojnih pobojev je potem še večkrat izpostavljena, tako da še posebej pa ta izjava, ta izjava je dostikrat citirana, da so za povojne poboje nad Hrvati krivi slovenski komunisti. Pučnik tudi govori o napetosti pri prikrivanju zločina in vnovič seveda o zaključkih komisije. Za konec bi pa povedal, da je nekrolog objavil zgolj Vestnik. In v tem nekrologu so zapisali, da je Pučnik relativno tesno izgubil volitve za predsedstva leta 1990. Hvala.
Hvala dr. Željku Osetu za danes predzadnji predstavljen referat.